Hey, Jesus. Here I am, top of the Empire State Building, top of the world. Sem na vrh Empire State Buildinga, na vrh sveta. Pravi Hans Zimmer in v kombinaciji s še nekom. Kadar se smeješ, se cel svet smeje s tabo, in kadar jočeš, se cel svet joče s tabo. Ja, krasen komadič, dlje časa ga poznam, včeraj sem se nekaj zakopil v raziskovanje in ga najdem, sem rekel, Marička, tega vam pa moram posredovati zelo. In pravi, nadaljuj, smej se, kar smej se, moraš se, zaradi tega, ker moramo spremeniti svet v smeh in ljubezen. Toliko sovraštva, ki ga je, bom rekel, prinesla zgodovina, in pravzaprav zdaj na koncu zadnji čas, kaj takega si nismo predstavljali, da živimo v svetu, kjer je prisotno toliko mržnje. Kakorkoli, mi smo začeli izgrajevati sebe in smo skontali, da v bistvu nekaj pa bo na tem, a ne? Če pa so nam ves čas probali ubiti joyful, torej joyful pomeni zabavo, smeh, vse kar je lepega, malo pomislite nazaj, zaprli so nam vse diskoteke, vse normalno cenovno sprejemljive restauracije, vsak korak do plaže košta, zaračunali bi nam zrak, zaračunali bi nam čisto vse, in ako se pogovarjamo, da je v bistvu na svetu vse, kar je brezplačno. In kako močno smo bili zavedeni, da smo verjeli tem barabam, da so oni šefi in nas bodo popeljali v lepši svet. Neverjetno mi je še zdaj, mislim, valjda smo skontali, da nobena vlada in nobena religija ni delala za ljudi, vendar proti vsemu lepmu. Sicer se bomo o religiji malo več pogovarjali v nedeljo. Ja, vsi so delali proti nam in mi je zanimivo, ker še zdaj vidim zapis, ta vlada je neumna, čisto blesavi, to vlado je treba dati dol, pa drugo gor. Ne, ki smo, vse vlade morajo pasti. In mi smo leta 2017 ali pa 2019-2020 recimo začeli štrumfati, da nekaj se na tem svetu hudo dogaja, nekaj drugega, kot nam probajo raztolmačiti skozi to korono. In seveda nekako upali, da bo datum in še naslednji datum in da se bo zgodila in gesara in da vojska prevzame oblast in da se zapre vse mafice, ki so skupno, kolateralno sodelovali skupaj, pa sem prav uporabil kolateralno, pač skupno so sodelovali v zločinu nad ljudmi, in tako kot smo rekli, vse to je bilo tajno še leta nazaj, zdaj pa so šli tako frontalno, da je vse to vidno in jasno nam je, da so to kriminalci, organiziran kriminal, in se obnašajo, da jih noben ne vidi. Govorim na nivoju države, na mikronivoju imamo pa iste blesavine, kjer se nam posmehujejo ti, ki niso razdelali nič, oziroma ti, ki vzdržujejo sistem, in v bistvu vse, kar znajo, je v bistvu posmeh, negiranje brez vsakega kontraargumenta. Mi smo se odločili, da bomo ta svet pustili zadaj in moramo jih zablokirati in pustiti zadaj, se odmakniti in distancirati. Kaj sem jaz hotel reči pri celi stvari, da bo, čakali smo datume, da pride vojska in tako naprej. No, in Izrael je zadnji, to smo imeli že kdaj napisano znotraj Q-postov, Q-jevih kapljic, a ne? Da je Izrael zadnji. Nismo si predstavljali scenarija in ja, valjda, ta globoka država je spustila v Evropo
na tisoče in tisoče migrantov in zdaj ta strah iz televizije prinesla pravzaprav na ulice med ljudi, nekako pod pretvezo, da gre za varovanje meja, so že inštance slovenske in tudi valjda sosednje države sprejele ukrepe, da je treba postaviti oziroma da je treba zaprti meje. Mi s Hrvaško pa z Italijo, Avstrija z nami in mislim, da Madžari skrbijo za madžarsko zaporo in Slovenija naenkrat ni več del Evrope, ampak je samostojna celica, kot je bila pred vstopom v EU in NATO in tako naprej, kar nam da malo tako razmišljati, čakaj, Evropa razpada, to je prvo, drugo, kar je pa zapora meja, vojska na mejah. To zdaj raziskovalci upamo in smatramo, da gre končno za zaporo vseh meja in dokončne čistilne aretacije vseh vpletenih. Smiselno in logično je, zaradi tega, ker je potrebno vsem podganom preprečiti, da uidejo peš z avtom, z ladjo ali pa z avionom. Čisto vsem šmoran, ostati morajo tam, kjer so in zdaj tu pa je nam že bližje Emergency Broadcast System. Pa boste rekli spet, Turšič, že 1000krat je bil napovedan. Vse se ga ne upam napovedati, ampak upam, močno si želim, da smo tle, da je to ta moment, kjer bomo in precej je napeto, kar spremljam teh mojih verov, nakazujejo na te dogodke strani belih klobukov. Mnogo je ven prihaja, bom rekel, kako čem zdaj to zapakirati, Bidna, zdaj mnogi mediji, če postajamo mi mediji, mnogi postavljajo v luč enega klovna, pajaca, senilnega, nesposobnega starčka, ki ne ve, kaj govori, ki ne ve, kje je spredi, kje je zadej, kako bi ponudil kopensko pomoč Izraelu. Izrael je pa okupiran z vseh strani. Noro na glavo, medtem ko mediji pljuvajo, uradni mediji še vedno probajo osrati Trumpa, skrivajo informacije, cenzura še zmeri leti. Skratka, v ozadju se dogaja mnogo in jaz se počutim precej, bom rekel, kako bo zaključek tega filma, ne napeto, ne bom rekel napeto, ampak ushičeno. Dajmo, ajde, naj se zaprejo meje in to je jutri, v soboto, ne? Torej 21. naj bi se, veš, šušlja in govori se svašta, saj smo rekli, verjetno ne smemo nič, zaradi tega se mi ves čas v tej vojni prestavljamo v sebe in v svoj razumeti. Mnogo izmed vas že čutite te notranje premike v kontekstu stoične drže, postaviti ljudi na distanco, se prepustiti mravljinčkom, ki prihajajo, se poslušati, kaj jeste, kdaj jeste, koliko počivate, ne dopuščate več črpanja energije, ne dovolite, da vam več dvigujejo pritisk. Mnogi ste zaključili razne vezi, naj si bo službene, partnerske, prijateljske in tako, in se zdistancirali v samoto, kjer najdete več, kot ste pričakovali, da boste tam najdli. Začeli ste se ukvarjati s stvarmi, ki jih imate radi, ki jih cenite, ki so vaša strast. To je tisto, kar nas pele. Spet na drugi strani, ne, ezoteričnega, duhovnega, se nam odpirajo strašni portali. Spet naj bi se. Jaz tega ne vidim tako. Jaz sam vem, da kakšna stvar se mi utrne, razumevanje se mi pojača, želim vedeti in razumeti še več, in tako, ko brskam po sebi, resnično vse mi je jasno, religije pač tako na tak in drugačen način niso, bom rekel, bile v dobro ljudi. Ampak to, kar zdaj prihaja na plano in logično povezujem pike med sabo in si mislim, pa ja,
pa sovraštvo in mržnja se je začela v religijah, šolstvo nadaljuje, učimo otroke tekmovanja, ne spraševanja, sodelovanja ali pa izražanja ali pa bom rekel kreiranja miru, ne. Da so v bistvu vse religije alfa in omega vodile stvari iz pozadine in so pravzaprav vlade zatrjevale, da mora biti cerkev ločena od države. To ne drži. Vse religije so alfa in omega in vladarji države in vsi, bom rekel, poslušniki matrice delajo tako, kot je religija naročila. Seveda, normalno, religija ne rabi plačevati nobenih davkov, religija ne rabi izstavljati nobenih računov, cerkev lahko dela čist po svoji filozofiji, ki tudi pod točko razno naj ne bi prišla v poštev ljudem. No, pa če gremo zdaj mi po njihovo, ne, pa pejmo po njihovo, ne, pa tudi mi ne rabimo plačevati davkov, tudi mi ne rabimo izstavljati računov, tudi mi ne rabimo, dajmo delovati tako, kot deluje cerkev, ne, a ja, naenkrat jim to ne bo več všeč, ne, valjda, da ne, itak da ne. Po drugi strani pa prihaja v ospredje, nek minister je rekel, da zdaj pa je že tako hudo, da oni se ne morejo več držati zakonodaje, ki je spisana. Politika pravi, da se ne more držati zakonodaje. Ja, mi pa se pa jo lahko, a ne? Ker nihče v času korone ni ostal brez posla, nihče v času korone ni prišel v krizo, bom rekel, finančno in tako. Vse je tako, kot je bilo, zdaj v bistvu še lažje se plačujejo enormno draga stanovanja, ne, kaj se zdaj tudi prinesejo, kako stanovanja vredno 800 000 do 2 milijona 400 v sred Ljubljane. Noro. In zdaj to je stvar, ki gre v novice, a ne, ni bistveno, koliko je v bistvu res kriza na področju, kjer so bile poplave, kaj se tam zgodilo, koliko družin je na robu revščine, se ljudje prebijajo iz dneva v dan, koliko ljudi je bilo prisiljeno zapustiti službo, ker smo jo morali in ni trg tudi pod točko razno, trg dela tudi pod točko razno ni tak, kot je bil. Po drugi strani bi pa radi te urne postavke še zmanjšali, zato da bi se lastniki še bolj omalastili in namastili na račun delavcev. Dobro, če povzamemo, cel svet je narobe, izkazuje se zlo kot tako, da ne skriva več svoje perverzije in da v bistvu bi res najraje se nas po hitrem postopku znebili, vendar, hvala Bogu, svetloba je zmagala, univerzum je na naši strani in spodrsnilo jim je, spodrsnjena je agenda 2025 in 2030, New World Order, ne bo funkcioniral. Trump je rekel, da Svetovna zdravstvena organizacija ima da pade, ker je leglo zla in zdaj, če si predstavljamo globalno na široko, prej so vodile religije, pol so vodile države, pol so se države združile v NATO pa v Evropsko unijo. A veste, mi nimamo predstavnika Evropske unije. Da bi rekel, imaš predsednika Rusije, predsednik Kitajske, predsednik Amerike, predsednik Evropske unije. Ne vem, no, von der Leyenova, a jaz smo jo volili, ali kaj? Ne, ona je predstavnik, ampak predsednik te ustanove sploh ni, ki je pravzaprav podaljšek Amerike. Kam sem jaz zdaj tle hotel zapeljati? No, in da v bistvu so bile vodje držav, zdaj pa vodje Evropske unije in tako. No, zdaj v zadnjih nekaj letih se je pa izkazalo, da je kompletno človeštvo želela prevzeti neka XY stroka, ki brez volitev nastavlja svoje ljudi, tiste, ki financirajo, tiste, ki imajo valjda interese, in to je bila Svetovna zdravstvena organizacija, v večini sponzorirana iz strani Amerike in privatnikov, torej Bill Gates, pa Obama, pa Clinton, pa Soros, pa ne vem, mnogo teh nekih
psihopatov, satanskih, čistega zla v obliki človeka, ki zagotovo to človek ni. Ta filozofija, kaj je treba iz človeka vzeti, da človek več ni, pa je raztegnjena globoko in zažrta globoko v človeštvo. Torej, narcizem, to je tista stvar, ki se jo valjda izogibamo, prepoznavamo in umikamo iz življenja. In nekako mi je v redu. Ne, da sem počaščen, ampak dejansko mi je pizda, da smo ta narcizem najdli in smo pogruntali, da v bistvu gre res za svetovni virus, svetovni parazitsko sceno, imenovano narcizem. To res ni hec in lahko zdaj na direkt vidimo, ne? In res mi je noro, če jih ne bi prepoznali, bi lagali naprej in se nam posmehvali in nasmeli po en stran zadvorne norčke in od nas cuzali energijo, ker seveda si naš ni predstavljal, da so sposobni toliko tega zla izpeljati iz sebe, biti toliko podli, toliko nizki, toliko primitivni in toliko kontra nam, toliko mržnje imajo v sebi, da v bistvu so res proti nam in mi si tega nismo znali predstavljati. Naš si tega ni znal predstavljati, zaradi tega pa smo tako množično kričali, smo jih hteli opozoriti pred nevarnostjo korone, cepiv in neumnosti, ki jih počnejo. Ampak jasno je, da oni seveda niso z nami, valjda so proti nam in nekdo pravi, Turšič, ti skozi to praviš neki oni pa mi vsi moramo ljubezen. Tle gor, najprej se bomo ločili sranje od zlata, res, gnoj je gnoj, zlato je pa zlato in tega ne bomo mešali v isto malho, prav, ker moramo vedeti, da kakorkoli nam probajo dotumbati, vsaj meni, no, veš, da govoriš ti o neki duhovnosti pa o nekem lepšem svetu, isti čas, isti sapi pa imaš toliko sovraštva do drugih. Jaz nimam sovraštva, sovraštvo sem začutil, da je v odnosu do nas, dotično do mene, ne? Sovraštvo, mržnja, zakaj si tak, zakaj govoriš, zakaj si sposoben biti neodvisen, ne? Zakaj si ti svoboden, mi vsi smo sužni, ti pa moraš biti tudi sužen, ne? Nimam jaz mržnje, jaz sam pravim, da se moramo distancirati od teh jajc, ki so za nas res toksične. Pa boste rekli, Turšičovški nogo povedal. Bom, ja, evo, bom, boste rekli, se že kar skozi ponavljam. Ne, ene stvari je prav, da si res zapišemo za uho, ker so nujno potrebne, je prav. Jaz sem vam tle pripravil en tak nabor slikic, ki seveda potrjujejo moja pričanje, moja besedičanja. Kadar vas kritizirajo, to pomeni, da nekaj delate prav iz sebe ven. Ljudje napadajo vsakega, ki uporablja svoj lastni in lastne možgane in zna seštevati. Ljudje, osebe take so, mrzijo nekoga, ki zna uporabljati in razmišljati svojo glavo, in kaj ti kdor sledi drugim, čakaj, imam pa tlele napisano, če razmišljaš tako, kot razmišljajo vsi drugi, potem pravzaprav sploh ne razmišljaš. In evo, to je ta množica ljudi, ki sploh ne razmišlja, ker sledi slepo množicam, in seveda so ljubosumni na nas, ker mi pa znamo in zmoremo razmišljati in seštevati pike skupaj, da dobimo zaključek. Ja, in še ena taka, ljudje so bili kot vino, ne, ljudje osebe in mnogo teh oseb zdaj tudi pod točko razno ni več vino, ampak se spreminjajo v kis. Ne, kisli postajajo neuporabni za nič, za na solato, nikakor ne za v kozarc, pa za na mizo dati, ne. To velja za narcise, ne, če moraš nekoga prizadeti, zato da sam sebe postaviš na pediestal, da se počutiš močnega, potem si ekstremno šibek posameznik, ne, se s tem zapisanim popolnoma strinjam. In malo pogledajte, kako ljudje želijo prizadeti nas. Imate ta občutek,
Absolutno ja, mislim, prizadeli bi nas na vsakem koraku, kakor se da, z besedami, ne, ni. Nas so te stvari bolele v preteklosti, zdaj pa, ko vemo, kam pa s tacom moli, pa ničesar več ne jemljemo osebno. In to je tudi znak rasti notranje, da rečemo, halo, če si ti podu, pa v bistvu pravzaprav nekoga bi rad prizadel, to pomeni, da je tudi tvoj problem, ne moj. Jaz nisem prizadet, ker bi me ti rad prizadel. Normalni ljudje, srčni, plemenski, ne hodimo po svetu, pa uničujemo življenja drugih in jih skušamo prizadeti. Niti pod točko razno ne. Tle dol pogledujem, ker mi je Lucy prišla na nogo ležati, kako bi se ona zdaj crtala, ne. Nikoli ne podcenjujte, kako daleč grejo lahko ljubosumne osebe, da bi vas uničile. Torej, oni še enkrat nas sovražijo, ljubosumni so na to, kar imamo, in ne podcenjujte, kako daleč bi šli, da bi zmetali blata na nas, kakor si ga morajo zmisliti, ne kakor ga imajo, kakor si ga morajo zamisliti in izmisliti, ker pravzaprav večji del njihovega sranja je izmišljotina, obračanje besed zato, da njim odgovarja. Smo bili nekako obveščeni in opozorjeni, previdno, ne naredi nobene napake in tudi njihovo ljubosumje nam nič ne more, če smo previdni in se distanciramo in zapremo klun v te pravem momentu in ga stegnemo v te pravem momentu. In ja, to še ena taka verbalno nasilje, abuse, tako lepo besedo sem včeraj dobil, pa mi je spet ušla. Posilstvo je abuse, ne, izkoriščanje, zloraba, evo. Verbalna, besedna zloraba ustvari mnogo bolečine, pravzaprav preluknja srce in dušo. Je strupena in življenjsko nevarna, torej verbalno izkoriščanje. Torej verbalno nasilje je enako škodljivo kot fizično nasilje, okay? Mogoče celo še bolj, ker rano se vidi, se jo da pozdraviti, notranje se pa ne vidi in za zdravljenje mnogokrat zelo težko ljudje odpremo sami sebe nekomu, ker čem smo jo dobili po klamfi, zaradi tega je zdravljenje psihe še težje kot zunanjosti. Sami se spomnite, bož bi bilo, da bi me nabil s pasom, kakor da me je masakriral z besedami. Ne? Tale se mi zdi tudi dobra, ni laž tisto, kar me boli, ampak dejstvo, da ti ne morem več zaupati. Zdaj, to lahko damo na nivo čist osebnih odnosov, lahko pa ga pretopimo na nivo države, religije, medicine, sodstva, šolstva, policije, medijev. Ni fora, stari, da so se nam zlagali, ampak zaupanje se pa vzpostavilo nazaj ne bo, nikoli več, zaradi tega, ker so nas izdali. In ne razumem ljudi, ki pravijo, ja, pa bodo strokovnjaki rešili. Ne bodo, vojska bo rešila, pa noben drug, pa naše notranje prepričanje, da pač ne bomo nikoli več slepo predajali oblasti nekomu drugmu, celo drugače, vzeli jo bomo nazaj v svoje roke, ker to, kar so oni naredili z našim zaupanjem, ni vredno počenega groša. In prav je, da se speljajo, slej ko prej jih bomo spucali enega pa po enega. In če ne bo vojska zdaj rešila vsega, bomo pa počasi, saj imamo cajt, sem da glavnina pade. Naj se meje zaprejo, jih počupajo, pol pa gremo ena pa po ena. Ne toleriram lažnivcev, sem prijazna oseba, nisem pa glupa. In to je stvar, ki ste jo ali pa smo jo že vsi skupaj kar precej obdelali, da res nismo blesavi, za kakršne nas imajo, in ako probajo nam še dopovedati, da smo neumni, ker smatramo, da religija so pa dušni pastirji in da medicina vsekakor je želela dobro in preprečiti navidezni virus s cepivi, po katerih je toliko in toliko smrti in poškodb.
pa ne sem cepiva COVID. Vsa cepiva so sporna. Alright, skratka, nismo glupi, smo lahko prijazni, nismo pa glupi. Osebna rast, ne, zdaj mi smo že kar precej naprej, ampak si predstavljam, kakšen boj bodo imeli tisti, ki se bodo želeli spreobrniti, ne. Vsekakor ne moreš reči, da si kaj na sebi naredil, če ne znaš komunicirati, če se ne znaš opravičiti, ne znaš biti resnicoljuben in sprejeti odgovornosti, brez da kriviš druge za to. Treba sprejeti odgovornost, ja, rekel sem in ja, jaz dostakrat kaj zapišem pa povem, pa se kdo najde, pa bi rad kontriral. Jaz za vsako svojo besedo, stavkom in izjavo stojim, pa zdaj, a se vi strinjate s tem čisto v popolnosti ali ne, seveda to vaša stvar ali tako, ampak jaz za svojimi dejanji stojim in imam možnost vse to tudi širše razložiti, če bi bilo potrebno. Ne, da pa nekdo reče, ti si neumen pa za psihiatrijo, majster, moraš pa malo dokazati, ne, ker ti nimaš prvi vrsti, ne slike profilne si ne upaš dati, ne s pravim imenom, ne s priimkom, nisi napisal prav nič, kamoli povedal v kamero, kamoli, da bi to bilo smiselno ljudem v pomoč in razmišljanje. Torej, tvoja izjava je popolnoma nekompetentna in probajte razmišljati tako, da kdo vam pravi, da ste za kam s svojimi izjavami. Ena taka zelo dobra slikica, ki me je srečala že pred časom, zdaj se je pa ponovila nazaj in seveda je čas, da jo delim med vas. Imamo več stadijev tega prebujanja. Ne? Prvi stadij je, ko začneš, ko daš ljudi na distanco in rečeš, trara, kar tam bodi in ti si noter že bolj umerjen. In medtem, ko si umerjen, se distanciraš v svojo samoto, to je pod številko 2, piše, what the fuck, nothing makes sense, kaj za Boga, jasnega, pa se nič več nima nobenega smisla, ne cepiva, ne religija, ne denar, ne vlade, pa čaki, pa to ne valja, ne, številka 2, številka 3 je spoznanje, ker rečeš, oh my god, tako so nas zajebali, tako so nas spravili v kot, da what the fuck, to je, in pride do točke, tle je tist, ki sem vam rekel jeza, kar dejte jo, jebem v Bogora, pa sej, a je kakšna stvar sploh res, no čisto ste nas pripeljali v kot in tako, to je tisti moment, ko sem rekel, da se vam zbudi, naj se zbudi jeza. In na četrti točki imamo, ti si taka ovca, ne, moraš se zbuditi, zato ker nam bodo uničili zdravje in imetje, moraš se zbuditi, to je tista faza, kjer smo začeli ljudi opozarjati, dragi moji, pa dej ovca, zbudi se, stari, pa ubili nas bodo, vse nam bodo pobrali, čuš ti pizda, kar kimal. Ne, mi smo se trudili nekoga zbuditi in prišli do točke, da ugotovili, da ne moreš nobenega spremeniti. In to je na točki 5, ker rečeš, stay away, stran z mojega, stran, tle je moj kvadratni meter in stran od tle, to je moja miza, za katero jaz sedim. Tle piše, dol z mojega travnika, absolutno, to je moje in stran od tle, da te ne vidim, ne znamo odpikati ljudi, pa smo spet na uni, to je, bom rekel, poglobljena točka številka 2, ko se distanciraš, na drugi strani pa rečeš vsaki pijavki, torej jasne meje, stop, ne boš stran, ne? In ta, bom rekel, zadnja prava faza, ki jo dosegamo, ne zadnja razumljena, jaz mislim, da jih imamo tle še naprej, je, ko se zbudiš in postaneš zelo razgledan, veš stvari in uživaš v verziji samega sebe do svojega največjega potenciala. To je zdaj ta segment, kamor moramo, torej, bodi srečen s tem, kar si in bodi in sprejmi se in
In v tem uživaj, ker si unikaten, nihče ni tak, kot si ti in niti nočeš, da je še kdo tak, kot si ti. In nočemo biti taki, kot so drugi, kaj ne? Torej pravi unikati in pravi kreatorji. In to je to. Skratka, imamo več teh nivojev prebujenja, prebujenje ni on-off, no. Spoznanja. Vsaka točka v bistvu pride zaradi določenega spoznanja, ne? Tako da ja, kar širimo obzorja. No, recimo tole je tudi krasna prispodoba, ne, da strah v bistvu podpihuje ignoranco do nas, recimo. Mi nekomu ponujamo informacije, njih je strah in ignorirajo to in kontra iz tega znajo narediti najboljši koncentrat sovraštva do nas, ki jim probamo ljudi vzpodbuditi, poučiti in jim odpreti oči in jih spreobrniti in razumeti in ne vem kaj. Njihovo mržno spremeniti v ljubezen. Skratka, oni nas sovražijo zaradi lastnega strahu in nemoči. Zavedajte se tega. Ja, to sem tudi že nekako nakazal v začetku videa. Vsi govorijo o miru, ampak nihče ne govori o otrok, kako se mir ustvarja. Učijo in učimo otroke, kako se tekmuje in kako biti boljši od nekoga drugega. Ne vejo pa, da v bistvu podpihovanja začenjajo vsako vojno. Kadar jih bomo začeli učiti sodelovanja, da bodo solidarni, šele takrat bomo bili na dobri poti k miru v svetu, pravi Marija Montessori. Ja, smo rekli, šolski sistem stoji na glavo, tudi religije stojijo na glavo kontra temu, kaj je mir in kaj je sodelovanje, solidarnost, ljubezen in tako naprej. Ljudje, ki so vam naredili krivico v življenju, imajo občutek, da vsak post, ki ga napišete, vsako objavo, da govori o njih. Ne? Tudi moje vsebine marsikdo razume, kot da jih govorim točno njemu. Pa pri meni, hvala Bogu, velja za tiste, ki grejo v pozitivo in tiste, ki grejo v negativo. Mi je zanimivo, ko mi rečete, joma, kako si točno to si povedal, kar sem danes rabila. Mnogi pa se skrivajo, si mislijo, bem ti tole pa zdaj pa o meni govori, ne. Se točno vem, da si o meni govoril, to sem že slišal nazaj. Pa ni res, ne, načeloma gremo se širino. Tega zapisa si jaz nisem zmislil, ta zapis nisem iskal, da bi ga dal. Ta zapis je prišel do mene zato, da ga damo naprej, ker ima smisel, ne, in prav je tako. Ponekad se osamim, ne da ne volim ljude, več da se odmorim od tuđih laži. Ja, ne gre za to, da sovražimo ljudi, smo rekli distanca, ja, ampak ne zaradi tega, ker ljudi sovražimo, ampak zaradi tega, ker želimo se odpočiti od konstantnih laži. Jaz sem preživel kar kakšen dan in kar kakšno noč v samoti zunaj, v gozdu in krasno je. Tam ti ne laže ne veverca, ne polh, ne pes, ne sonce, ne veter. Nihče ne laže in krasen je občutek, ko si v resnici, v prisotnosti narave, miru, samega sebe in tako naprej. Dragi moji, želim vam, da ste pogumni, močni, da karkoli se bo zgodilo v prihodnjih dneh, tednih, mesecih, da znate to pogoltniti s pravo mero poguma, razumevanja in tega, da v bistvu vse stvari dogajajo, kot se morajo in pravzaprav vsi želimo, da se zgodijo čim prej ti konec koncev preobrati in čistke vidne širši publiki, ne, da v bistvu res vojska počupa, kaj je za počupati. A bo to zdaj ali ne še zdaj, to pa ne bom trdil, ker si ne upam, si pa želim, to pa ja. Koliko si želim lepega sveta in želim si miru, želim si solidarnosti med ljudmi in da se mržnja na tem svetu konča. Če si želim in to predstavljam, s tem ni nič narobe, mnogi so rekli just imagine.
uživajte, prečudoviti bodite, vikend je pred vrati, izkoristite ga, tudi toplo je, upam, da bo še kakšna goba. Če drugega ne, pa kojstan. Ajde, uživajte. Čau, čau.